Opel v zadnjem času predstavlja same nišne avtomobile. Najprej je bila to Astra GTC, potem Adam, dobro, Mokka je malo bolj množična, zdaj pa še Kaskada tamle zadaj. Kaskada pomeni slab, tega ti ziher nisi vedel. Sem prav vprašal Opelove šefe tukaj, če bo to zdaj postala praksa, ker Opel je le množična znamka in morajo bolj staviti na množične modele, kot sta Astra in Corsa. In seveda je bil odgovor pričakovan. Ti modeli so le za dvigovanje ugleda znamke, ne toliko prodaje. Ampak vseeno, Kaskada napada konkurenco v razredu, ne, v bistvu je sploh nima. Po velikosti spada v razred, kjer so recimo BMW serija 3 Cabrio, Audi A5 in Mercedes E-Cabrio, po ceni pa je od vseh skoraj tretjino cenejša. In tudi mora biti, ker Opel ni premium znamka. Daj no, kleme vsi čakajo, pet stran že. Tole ni zamenjava za Astra Twin Top. Tista je imela trdo zložljivo streho, ta pa ima platneno. In Kaskada je tudi za 23 cm daljša. In tukaj se streha lahko odpira in zapira tudi med vožnjo do hitrosti 50 km/h. Ampak to bom preizkusil kasneje. Zdaj lahko še malo občudujem obliko, ki je po besedah Opelovega oblikovalca brezčasna, elegantna, poželjiva. Ja. Platforma je čisto na novo razvita, ojačitev karoserije pa je toliko, kot če pri nobenem kabrioletu s 4 sedeži. Tamle gor vidim eno fino cestico, sonce zahaja, jutri je pa napovedan dež, tako da moja sreča. Nova Kaskada je zanimiva zaradi številnih stvari, recimo motorja. Poganjajo najnovejši 1,6-litrski turbobencinski agregat 125 kW, to je 170 konji, za katerega pravijo, da ima do 15% več navora od konkurence, s kratkim overboostom kar 280 Nm. In potem je tukaj še neposredni vbrizg goriva v valje za manjšo porabo. Moram reči, da me edina poraba ni prepričala, ker je celo pri res počasni vožnji znašala 8 litrov, tukaj pa čez 10. Zato pa je motor fino tih in miren, in čeprav so rekli, da se niso trudili pri moči in zvoku, celo daje malo športnega občutka. Na voljo bodo tudi dizli, celo 2-litrski biturbo skoraj 200 konji pride, ampak je tale prav fin. Podvozje je spredaj preneseno iz Astre GTC in Insigne OPC, tako da je vodljivost glede na zasnovo avtomobila razveseljivo dobra. In za kabrioleta se tudi tukaj prav lepo pelje. Evo, tam je danes moja končna destinacija v tej predcenjeni betonski džungli, kjer so stanovanja tudi po 20 milijonov evrov. No, moram reči, da se na ovinkih Kaskada prav super peljala zaradi tega, ker so uporabili res veliko ojačitev na dnu avtomobila in zaradi tega se veliko manj zvija. V primerjavi recimo z staro Astra Twin Top, ki se na ovinkih precej bolj zvijala. No, še me čakajo ovinki do dole. No, super, je začelo še deževati, ampak se ne dam. Za platno so se pri Oplu odločili iz več razlogov. Kaskada je z njim lepša in bolj elegantna, streha je zaradi tega cenejša, predvsem pa veliko lažja. Celoten sistem skupaj z mehanizmi tehta le 50 kg, saj so poleg platna uporabili še aluminij in magnezij, odpira pa se do hitrosti 50 km/h. V 17 sekundah, če vas slučajno ujame naliv. To je res super, odpirate in zapirate pa je lahko tudi s ključem nadaljavo. Še najbolj boste pogrešali večji prtljažnik, čeprav v osnovi zloženo streho meri 280 litrov, zdvignjeno pa 380. In sedeži se lahko tudi podrejo, pa dobite 750 litrov. Ob vseh teh salonih McLarena, Ferrarija, Rolls-Roycea in podobnih se sam sebi z njim kot en revež tukaj v Monte Carlo. Ampak se Kaskada prav lepo poda tudi tem urejenim ulicam in zlahka si v njej predstavljam tudi kakšne lovce na srečo tukaj okoli. Ampak za takšno lahkotno vožnjo si morate omisliti še samodejni menjalnik, da boste imeli čim manj dela z avtom in čim več časa za buljanje okoli. Mogoče boste videli Bonota ali Rogerja Moora, pa Novaka Djokovića ali pa dirkače Formule 1, kot so Coulthard, Button, Hamilton, ki so vsi tukaj prijavljeni kot stalni prebivalci. Pa ziher ne zaradi manjših davkov, oni pa že ne.
Ko sem se zjutraj vozil tukaj okoli in ko še ni padal dež, je bilo prav prijetno. Ulice prazne, v bistvu so bili posod samo policaji, ki mislim, da jih nikjer na svetu ni toliko kot tukaj na prebivalca. Me prav zanima, koliko kaskad bo čez nekaj let tukaj. Še bolj, koliko jo bo pri nas. Cena v Nemčiji se za 1.4 turbo z 88 kW prične pri slabih 26.000 evrih. Da si boste malo predstavljali, takšna, v kakršni se vozim, pa že okoli 40.000 evrov. Pri nas se boste lahko z njo pokazali tik pred poletjem. Evo, jaz sem pa zdaj prišel do hotela, strehca dol pa bo.